tem videu bomo šli skozi vaje, katere nam bodo pomagale hitreje do muscle-upa. To je, ajde še. To, bravo. Ajde, to viš. Zdaj, za nekatere so muscle-upi kamilica, drugim pa nam delajo malenkost večje težave. Zdaj, v čem je problem v bistvu? Ali je problem v tehniki, ali je problem v moči? To je naše prvo vprašanje. Ko to ugotovimo, lahko dejansko hitreje napredujemo, zato ker vemo, na čem moramo delati. Pri muscle-upih je tako, da so dokaj zahtevni oziroma dokaj nevarni, če ga ne delamo prav. Zato ni rešitev, da vajo izvajamo 10, 20, 100 ponovitev na dan, ker vsak napačen gib, ki ga bomo naredili, zaradi tega, ker ali imamo pomanjkanje moči ali pomanjkanje tehnike, bo mogoče na koncu pripeljalo do tega enostavno, da se bomo poškodovali. Predvsem ramenski obroč in to doben noče, vsaj upam, da je ne. Malo večja verjetnost je, da se poškodba ne zgodi na samih obročih, ker enostavno visijo na teh trakcijah in je stvar dosti bolj se maje. Na štangi, na samem pull-up baru pa je malenkost vse bolj fiksna, ampak glih tak poškodba lahko hitro prije. Zato prva stvar, če je problem v moči, ena izmed najboljših vaj, seveda, poleg tega, da delamo same pull-upe, ki je pač dejansko so ena izmed osnov, kako pridobiti moč v zgornjem delu telesa. Mogoče biceps curli niso idealna rešitev, ampak definitivno pomagajo. Je za moje pojme ena izmed boljših vaj rope climb. Zdaj, če legless rope climb, to pomeni v bistvu, da spležemo poštrikov brez pomoči nog, nam predstavljajo neko oviro oziroma enostavno nismo dovolj močni, je tukaj rešitev in to je plezanje poštrikov s pomočjo nog. To, Žan. To, bra. Noge gor. To, frcka, evo tako. To imaš, bra. To, Žan. Tretji način, kako splezati poštriko, oziroma kako vsaj delno splezati poštriko, je to, da dejansko stojimo na tleh in se spustimo, da se z ritjo dotaknemo tal in na to s pomočjo rok potegnemo gor v stoječi položaj. To izgleda tako. Zakaj je v bistvu rope climb ena izmed boljših vaj? Je predvsem zaradi tega, če ste gledali kdaj tiste najboljše, ko delajo ring muscle-upe, vsi obroče potegnejo k sredini telesa in nato sem in naredijo dip. Na samem pull-up baru držimo širše in imamo roke malo širše. Na obročih potegnemo k sredini telesa in naredimo dip. Isto je pri štriku. Ko smo tukaj, potegnemo k sredini telesa oziroma sebe potegnemo gor, ampak imamo roke nekje na sredini telesa in zato se ta vaja dosti bolj prenese v sam muscle-up, ker enostavno je gib malenkost podoben. Pull-upi so ena izmed osnovnih vaj, ki nam pomagajo pri pridobivanju moči, da bomo dejansko lahko naredili sam muscle-up. Zdaj, če še pull-upa nismo zmožni narediti, sem naredil en video, kako se lahko to zadevo olajšamo, link bo spodaj. Drugače pa, ring row, mogoče na prvi pogled ne izgleda ravno fancy vaja, ali pa da je dejansko kaj koristi, je pa dejansko so ringi, tako tisti za muscle-up in če si vajo dovolj otežimo, je stvar lahko ful zahtevna. To je bilo zgolj par vaj, ki ti pač dejansko lahko pomagajo hitreje do muscle-upa, za katere jaz mislim, da so dejansko ene izmed boljših. So še druge vaje, ampak v mojem primeru, iz mojih izkušenj so te najboljše. Zdaj, naslednja stvar je tehnika, ker enostavno s tehniko lahko muscle-upa, pa bilo katero stvar dosti lažje naredimo. Sploh muscle-up. Enostavno, če imamo toliko neke moči, nam tehnika lahko ali pomaga, ali pa definitivno stvar še dosti bolj zakomplicira. Zato
prej, ko se spravimo na ringe, moramo poznati par osnov, kako bi sploh naj ta kip oziroma swing izgledal. V bistvu, ta kip, swing, kakorkoli, izvira iz dveh različnih vaj. Prva je hollow body hold in druga je arch body hold. In ti dve vaji povežemo, da dobimo tako imenovani kip. Gremo pogledati. Hollow body hold, arch body hold. Arch, hollow, arch, hollow, arch, hollow. Idealno je, da vzamemo brisačo, jopco, idealno brisačo, zmotamo, z nogami prijemo tak skup, skočimo na štango in zdaj z nogami čim močneje držimo trenerko, jopco, brisačo skupaj in s tem bomo imeli noge aktivirane in stegnjene. Noge poskušamo imeti vedno stegnjene, ker pri muscle upu dela celo telo. In bolj, ko je telo povezano od prstov na nogi do prstov na roki, boljše, lažje in več muscle upov bomo skupaj spravili. Gremo se pogledati. Arch, hollow, arch, hollow. To ponavljamo, ne vem, 10 ponovitev, arch, hollow in samo to treniramo. Na štangi, na obročih, brez pula, brez bilo česa. Samo to. Ko to obvladamo, lahko recimo dalje napredujemo. Gremo štango, z nogami skupaj držimo in gremo. In to je to. To je bilo enih par vaj, s katerimi, da ti bo dejansko pomagale do muscle upa, ker zdaj, čez 4 dni, 5 dni se začne CrossFit Open 2016. Definitivno skoraj ziher sem, da bo ta muscle upi. Če malo tehniko zdaj potreniramo, izpilimo, mogoče nam ne bo mrak na oke padal te, ko bo Dave Castro povedal, da so 21 muscle upov, kaj pa vem še kaj. Glavne, upam, da ti je muscle upi še lažje, se vidimo v naslednjem videu.